Živijo tukaj Valentin. Govoril bom o hitrosti spremembe vedenjskih vzorcev. Ljudje imamo določene vzorce razmišljanja in obnašanja, torej vedenja, ki jih živimo in ponavljamo iz dneva v dan. Potem pa lahko seveda doživljamo določene neprijetne situacije v življenju in to lahko povežemo z določenimi našimi vedenjskimi vzorci. Torej, lahko da nekaj počnemo, kar nam in ostalim povzroča neko trpljenje, nelagodje, in ko to ugotovimo, je potem seveda pred nami možnost, da te vzorce spremenimo. Vprašanje je, kako hitro se lahko spremenimo. Kako hitre so lahko te spremembe in od česa je ta hitrost odvisna. Realnost je taka, da je vsak trenutek priložnost za spremembo. Vedno se lahko spremenimo samo sedaj, v temu trenutku. Naš nam vedno ponudi možnost, opcijo, ali sledimo njegovemu predlogu, ko nas preko določenih misli ali čustev pozove k nekemu dejanju, k neki reakciji, k določenemu odzivanju, ali bomo sledili ta program, ki smo ga do sedaj izvajali avtomatično, brez premišljanja, ali pa bomo rekli ne in ne bomo sledili tega programa, teh vzorcev. Vedno lahko to storimo samo v tem trenutku. Torej, vedno je sprememba možna samo takoj, samo sedaj, v kvantnem času. Tisto, kar nam pa onemogoča, da bi se spremenili, da bi delovali v skladu z svojo zavestno odločitvijo, pa so naši izgovori. Naša neiskrenost do samega sebe. Ko si rečemo, da nimamo moči, da bi se spremenili. Ko damo energijam večjo moč od življenja. Ko rečemo, da je močnejši od nas. Ampak vse to je sprenevedanje. Vse to je laganje samemu sebi. In samo od nas je odvisno, koliko časa bomo potrebovali, da spoznamo to laganje samemu sebi, da smo za vse v našem življenju odgovorni mi in da bomo prenehali kriviti druge za stanje v svojem življenju.
Koliko časa bomo potrebovali, da se tega zavedamo, to je odvisno samo od nas, od naše odločitve. In lahko bomo še naprej sledili določenim vzorcem, ki so razdvajajoči, ki so sebični, ki niso usklajeni z realnostjo, da smo vsi del enosti, da smo vsi enaki, torej enakovredni in enakopravni. Dokler bomo verjeli, da smo mi nekaj več ali manj od drugih, da smo v ločenosti, torej da naša dejanja ne vplivajo na druge ljudi, toliko časa bomo izkušali trpljenje, ki se kaže skozi konfliktne medsebojne odnose, skozi psihične in fizične bolečine, skozi bolezni, poškodbe in smrt. Naše fizično telo in medsebojni odnosi so torej naši učitelji, kjer se učimo skozi bolečino, da živimo v samoprevari, v veri, da smo ločeni in da smo med sabo različni po vrednosti. Vsak je v lastnem procesu notranje preobrazbe in spoznavanja teh dejstev. Vsak ima drugačen proces notranje preobrazbe, da končno spozna resnico življenja. Nekdo bo lahko slišal to razlago, bo to takoj dojel in se bo v trenutku spremenil. Nekdo pa bo potreboval več časa, da te stvari posluša večkrat, da izkuša številne bolečine in probleme in šele, ko bo imel dovolj trpljenja, bo rekel, ok, naj bo, zdaj je pa res skrajni čas, da se spremenim. Ampak zakaj bi trpeli, zakaj bi odlašali, če pa lahko naredimo takojšnjo spremembo in posledično postane življenje za nas in za vse druge veliko bolj prijetno, srečno in v izobilju vsega možnega na tem svetu. Tisti, ki se ne morejo oziroma nočejo takoj spremeniti in takoj dojeti, za take pa so na voljo različni podporni tečaji in številna druga gradiva v obliki avdioposnetkov, videoposnetkov, tiskovin in podporna skupina ljudi, ki želimo, da vsi ljudje na tem svetu prepoznajo resnico življenja. Vabim vas, da proučite to gradivo, da se vpišete na brezplačni uvodni spletni tečaj z imenom DIP Light, da izkoristite podporo naše globalne skupine, da nas poiščete na Facebooku
pod imenom Destiny Slovenija. Se vključite v skupino z imenom Praktično ustvarjanje raja na zemlji in da redno delate na ozaveščanju lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev, jih proučite, ali so realni ali so nerealni, odpustite samemu sebi vero v te nerealne misli in vodite samega sebe v skladu z principom tistega, kar je najboljše za vsa živa bitja na tem svetu. Torej, da bo postalo vaše vodilo: ne počni oziroma ne ignoriraj drugega tako, kot ne bi želel, da bi drugi počeli ali te ignorirali, če bi bil ti na njihovem mestu. Gre torej za krepitev empatije, vživljanja v druge in spoznavanje življenja skozi oči vseh živih bitij na tem svetu. Hvala za posluh in nasvidenje.